Bolezen zelo kmalu poseže preko bolnika tudi v življenja njegovih bližnjih, ne samo družine, tudi svojcev, prijateljev, celo do sodelavcev gre in tudi znancev naključnih. Ko rak vstopi, dobi vsak od partnerjev svoje breme. Tisti, ki je zbolel, se pač bo moral soočiti, ga je strah, s svojo minljivostjo se je srečal, ne ve, kako bo zdravljenje prenašal. Tisti, ki je njegov bližnji, bo se ustrašil, da lahko bližnjega izgubi, se bo ustrašil, ali bo zmogel in znal. Lahko se bo ustrašil, da razmišlja tudi o tem, kako bi pa jaz v tej situaciji. In tudi njegove strahove glede eksistence lahko zbudijo. Tisto, kar je v partnerskem odnosu morda zelo pomembno, da poznamo, vsak v partnerskem odnosu gre skozi svoj proces dojemanja in predelovanja te informacije. In ta proces ne gre lahko sočasno na enak način. In to, če tega ne razumete partnerja, se lahko zgodi, da postane vir nekega konflikta, neke tihe frustracije, ki strupi medsebne odnose. Mi nekako pričakujemo, da bo moj bližnji, tisti, ki ima mene rad, v vsakem trenutku točno to doživljal, kar jaz. Pri čustvih pa to ne gre tako. Ko vstopi bolezen, je otrokom treba čim prej povedati, ker to postaja del družine. In je zelo narobe, če otrok ne ve, kaj se dogaja, ne razume, čuti pa, da je nekaj drugače. V tem je potem velik prostor za razne domišljije, stiske, strahove ali pa občutke, da je on sam nekaj zgrešil. Se pravi, otroku povedati čim prej, na način, ki je njemu razumljiv. Ne predolgo. Povedati kratko, razumljivo in pustiti, da vpraša. Morda bo potrebno še kdaj kasneje. Še posebej pa treba biti previden pri mladostniku. Mladostnik je v obdobju, ko se najtežje sooči z boleznijo, ko lahko vzbudi največ strahov in je treba tudi mu kratko povedati, dovoliti njegove odzive, jih poskušati razumeti, se še kdaj pogovoriti o tem. Bolezen, kot je rak, pomembno spremeni otrokov svet. Vse prej varno postane zdaj negotovo, večkrat tudi nejasno. Lahko je otrok nenadoma zelo priden, se ne odmakne od svojih staršev, skrbi zanje, mogoče tudi za ostale, pokaže en strah, eno skrb. Takega otroka mogoče niti nismo pozorni, ker se nam zdi, da je zelo priden postal. Ampak ta pridnost je lahko tudi je posledica neke stiske. Po drugi strani dobimo pa živahnega, razgrajaškega otroka, ki je nemiren, ki naredi nam veliko težav in dobi veliko graje, zato ker je pač v nekem trenutku za nas neobvladljiv. Ti otroci potrebujejo tudi zelo veliko pozornosti. Včasih so najstniki, postane nesramen, predrzen, ne želi z obolelim staršem veliko stika, ne pomeni, da ga ne mara. On se samo boji bolezni in težko se s strahom sooča. Medosebni odnosi se vedno tkejo iz obeh strani. In bolnik je dolžan in je prav, da to naredi, da poskuša sam poiskati, na koga bi se najlažje naslonil, čigava bližina mu je pomembna, da poskusi tudi sam poiskati te kontakte, da jih odpre vrata, da drugi lahko vstopijo in jim tudi pove, kaj potrebuje, kaj si želi od njih. V vsakodnevnem življenju dostikrat slišimo, da bolezen preseja med prijatelji. Ampak pri tem je treba tudi razmišljati o tem, da je tudi za prijatelje to lahko velik stres, da ne vejo točno, kako bi se odzvali, da zaradi tega neznanja dobijo strah, kaj naj naredim, da se umaknejo situaciji. Tisto, kar bi mogoče svetovali vsem znancem, prijateljem, vsem tistim bližnjim, ki bi radi sicer pomagali, pa ne vedo kako, naj pristopijo, naj bojo to, kar so vedno bili, naj poskušajo ta odnos ohranjati. Pomoč je lahko različnih oblik. Lahko je zelo dragoceno, če recimo kakšen sosed pride po otroke, pa jih povabi na risanko, ali jih kaj skuhajo, pa podelijo z njimi. Tudi če to ni pomoč namenjena direktno bolniku, lahko ga zelo razbremeni in je tudi na nek način ga vodi v povezavo z vsakodnevnim življenjem.